ima dosti zanimivih vsebin, ampak moraš naleteti na njih. Če ne, pa se mi zdi, da ti prav ubija možganske celice. Ko opreš Instagram, ti prisili, da narediš vdih, izdih. Pametno je, da otroci dobijo vsaj telefon pri mladih letih. Ok, dobro, potem bomo počasi začeli. Evo, lepo pozdravljeni vsi. Tu smo zdaj drugo srečanje. Prejšnji teden smo imeli eno predavanje, ker sem jaz vodil malo od podcastov. Tu v bistvu poteka v okviru programa digitalna generacija mladinskih centrov. Tako da prej ste imeli že prvo predavanje malo od spletnih strani in to. Prejšnji teden smo se dobili, smo malo predstavili podcast, danes boste vi nastopajoči. Ne? Se pravi, boste izkusili, kako je biti na podcastu, kakšne izkušnje in tako. Tako da zdaj bi vas prosil za začetek, da se na hitro predstavite občinstvu, publiki. Na hitro, kdo ste, s čim se ukvarjate, kaj vas zanima? Ja, moje ime je Jaša Gregorič, hodim v 4. letnik tehnika računalništva tle v Novi Gorici na elektrotehniškem in računalniški šoli, in v prostem času rad delam različno z računalniki, programiranje in podobno. Moje ime je Nika Koren, isto hodim na računalniško šolo, 4. letnik. In v bistvu v prostem času najrajši hodim v fitness. Včasih sem plesala, ampak zdaj zaradi poškodbe ne morem več najrajši fitness. Okay. Ime mi je Enes Hadžić, tudi hodim na ERŠ 4. letnik. In najbolj me zanima pa programiranje in to ukvarjam se rad s programiranjem pa spletnimi strani celo. Okay. Jaz sem Jean-Marc Paulin, obiskujem 2. letnik tehniške gimnazije. Zanimata me v bistvu programiranje in jeziki in v prostem času treniram streljanje z zračno puško. Streljanje z zračno puško, zanimivo. Ja. Evo, tako da tukaj imamo dva športnika in vsi vas zanima, se pravi, ta področje računalništva, digitalizacije in tako. Pa me zanima, prvo preko začnemo, danes bo tematika, se pravi uporaba tehnologije, socialnih omrežij, digitalna zasvojenost, pa preko gremo v to, pa me zanima, recimo, če vsak na hitro malo pove, zakaj ste se udeležili tega projekta, me zanima splošno tako na podcast, kaj vam je zanimivo pri podcastih, zakaj ste se udeležili prejšnjega predavanja, pa recimo danes. Jaz sem se udeležil zato, ker se mi zdi zabavno, zmeraj pač sem gledal tiste bolj popularne, in se mi zdelo zabavno skozi nekaj provati. Jaz v bistvu rada raziskujem različna področja, sploh v zadnjem času bi rada sprobala čim več stvari, tudi zdaj, ko je vpis na faks, rada pač, da vidim čim več različnih stvari, kaj bi me veselilo naprej v življenju. In sploh pa tle, ker je dosti snemanja in tega, sem razmišljala tudi naprej o faksu multimediji, da zdaj res vidim, če je to nekaj, kar bi res hotela za naprej v življenju. Nice. Meni pa mi je zanimivo to, da lahko na tem podcastu izražiš svoje mnenje, imaš debato celo o temi svoji in pol izražiš svoje mnenje in tako z drugimi še se pogovoriš. Jaz sem se udeležil predavanja in tudi današnjega podcasta, predvsem zato, ker se mi zdi zanimivo poskusiti nekaj, kar v bistvu vidiš že na socialnih omrežjih na YouTubu in tudi sam nekaj doživiš. Na YouTubu izgleda vse preprosto, recimo kako se ljudje pogovarjajo, kako je video zmontiran. Vse se zdi samoumevno, v resnici pa je veliko bolj komplicirano, kar naredi stvar toliko bolj zanimivo. Ok, zdaj potem se mi zdi fajn ta priložnost, ne? Prejšnji teden ste imeli malo priložnost poznati, se pravi, kaj je tu podcast in danes ste potem, se mi zdi, na tako lepo priložnost videti, se pravi, kako deluje zadaj, se pravi, sicer danes manjka naš glavni tehnik, Nik, ne? Ki ima ponavadi vse nanče res tehnične, ampak smo jih tako videli. Mene se mi zdi zanimivo, ker ste zadnjič rekli, se pravi, kako ste prišli v stik s podcastem in se mi zdi ta vaša generacija, oziroma mlajša generacija prije v stik s podcastom prav prek socialnih omrežij, s tistimi glavnimi, s tistimi kratkimi videti, ker recimo že jaz pred leti sem prišel v stik s podcastom prav drugače, se pravi bolj preko YouTubea oziroma tistih influencerjev, ki so ustvarjali podcaste, danes je pa se mi zdi prav
Zakaj je vredno ustvarjati te kratke videe, se pravi zaradi tega, ker se spozna in tako. Tako da to je tudi danes fajn, ker bomo malo podebatirali glede socialnih omrežij, tehnologije in tako. Pa me zanima, recimo, kje sem še ti vprašati? Ok, to boš tudi malo porezala. Ok. Tako da, se ne vem, ok, se lahko počasi kar gremo na, kdo bo imel prvo vprašanje zdaj? Yes. Ok, zdaj tako, danes sem si tako zamislil, da v bistvu vnaprej smo si pripravili malo vprašanj, ki so vezane na digitalno zasvojenost, uporabo tehnologij, socialnih omrežjih in tako. Tako da ta vprašanja so neka iztočnica in potem bomo ven z tega naredili neko debato, tako da vsak bo vzel po en listek in malo prebral, povedal svoje mnenje, potem lahko se naredi neka debata med nami in bomo videli, kaj nas bo zapeljalo. Tako. Kakšen je tvoj odnos in pogled na današnjo tehnologijo in tehnološke izdelke? Ja, menim, da je zdaj pač tehnologija zelo napredna, meni mi je všeč, jo dosti uporabljam glede na mojo smer, sploh računalnike. Imajo neke slabosti, ne, tudi, mislim, da so prednosti dosti boljše kot slabosti, no. Ima več prednosti kot slabosti. Okay. Kaj je, recimo, če bi lahko naštel in par prednosti in par slabosti, kaj bi lahko izpostavil tle? Naprimer, prednosti bi bile pogovarjanje z neko osebo. Včasih smo mogli pisati pisma na daleč, sploh če je bilo na drugem kontinentu, celini je bilo res zelo težko. Lahko se tudi lažje naučiš stvari, ker imaš več gradiva na spletu, YouTube, sploh računalništvo mi skozi rabimo kaj za videti, ker znamo bolj malo. Glede na našo smer, ne. Prednosti imajo zelo dobre nekaj. To je zanimivo, zadnjič smo se v prejšnjem podcastu z Izabelo pogovarjali, da v bistvu koliko lažje nam je zdaj ker je ta dostopna informacija. Ne. Prej je bilo ful težko priti do nekega znanja, zdaj pa samo pališ YouTube, napišeš nekaj noter, ne, in se naučiš. Lahko so tu prednosti in slabosti, ne, po eni strani imaš ful informacij, po drugi strani pa ne veš točno komu zaupati, komu verjeti in tako. Tako da ja, so plusi in minusi. No. Kaj bi rekel od minusov glede tega? Ja, lahko postanemo zasvojeni, no, seveda, to je kar hudo. So tudi različne grožnje, ki se ti lahko zgodijo na spletu in ki te tako sreče catfishajo, ne, da se pretvarjajo, da so nekdo, ki moč jih poznaš, da ti zaupajo kakšne privatne informacije, ki ni v redu, če se da se zvijo po svetu te moče. Tudi mogoče dobiš neko lažno smisel, da lahko zaupaš, pa nekaj zaupaš pole ven in pole tisto se začne zlorabiti. Ja. Ama mogoče kakšen od vas že tako izkušnje s tem, ali ne? Dobro, hvala Bogu, treba potrkati. Ja. Tako da mogoče bi še kdo od vas dodal kakšno slabost, kar recimo vi bi tle pri socialnih omrežjih. Ja, moče ni jih navezal na socialno omrežje, ima to, da bo tehnologija prevzela dosti poklicev zdaj, ki bi jih mogli opravljati ljudje. Čeprav je pa fajn zdaj v naši smeri, ker ponuja pa dosti različnih služb in za zaposlitev je to v redu. Ima še zmeri za nekatera delati olajša delo ta tehnologija, ni zdaj spet tako super, da bi prav na vseh področjih uvajali tehnologijo, da bi prav za vse človeške stvari prevzela. Ja. Se tu imamo pole tudi eno tematiko AI, se pravi Artificial Intelligence, ki bo malo kasneje, ampak se mi zdi prav, ko se tu izpostavlja, ne, pač po eni strani je tehnologija ful mogoča, po drugi strani je pa tudi nekaj skrite od zadaj, ki niti se ne zaveš. Ne. Ja, in tudi ne more nikoli prav nadomestiti človeka in ne more tako kvalitetno se mi zdi, da upravljati dela, ki bi jih lahko človek upravljal. Ja, ker manjka v bistvu tista neka kreativa od zadaj. Ja, in tudi čustva. Čustva, ne. Kreativa, ker v bsti kreativa ponavadi dosti krat izhaja iz čustev, ne. Ja, tako da. Mene pa zdaj sem mislil vprašati tu vas, recimo, ker ste malo bolj tehnični tipi, koliko mislite, da je še fore, se pravi, koliko je še prostora za izboljšavo pri tehnologiji? Imamo še ful
prostora, Ja, ali smo že dosegli nekje vrh? Ne, to je komaj začetek. Res? Ja, mislim, tudi v naši šoli so nam že profesori govorili, da je to komaj začetek te računalništva in to, da je še lahko nadogradimo vse to in pol izboljšamo celo vse to. Zanimivo. Nekaj pa dosti krat, recimo pri telefonih se omenja ta krivulja, ne, se pravi na začetku je bil full preskok, full napredek, zdaj smo pa tle na vrhi, ki pa ni toliko več uspona, ne. Pa recimo zanimivo videti drugačno mnenje, ne, recimo iz računalnikov in tako. Ali kaj se recimo vam zdi? Ja, lahko, da si niti ne predstavljamo, kam vse bi lahko šla te tehnologije. Da si mislimo, da smo na koncu v bistvu pred nami pa še ful za raziskati in za razviti. Zanimivo. Ja. Samo ponavadi pri takem preskoku mora biti tudi neki tehnološki preskok, se pravi, se mora nekaj zgoditi, da pole omogoči to verjetno, ali kako gledate na to. Jaz ful nisem, sprašujem, ker nisem iz tega področja, no, tako da me zanima, bolj tehnično, recimo vaše. Ja, preskok mora biti, se je bil že pred kratkim, 20 let nazaj, ko so razvili te kvantne računalnike. Okay. To so zelo zmogljivi v primerjavi z našimi računalniki. Naprimer, naš računalnik bi lahko nekaj računal, rečemo 1000 let, no to je mora biti res velik, ne? Tisto bi v parih sekundah naredilo. In tudi, saj sem videl, da imajo prav neko področje, kjer razvijajo že umetno inteligenco v kvantnih računalnikih. In tisto bi tudi bilo ful naprej, ja. Ful naprej. Ja, bi bilo ful bolj... Ne poznamo še toliko dosti kvantnih računalnikov, samo vemo, da so pa ful hitri. No. Verjetno težko tudi reči, dokaj se to ne zgodi. Ne? Sej, recimo že par let nazaj je ta AI, Artificial Intelligence, smo mislili, ja, tu je 20 let, 30 let od tega, ne vem, poleg kar nekaj se je zgodil boom. V dobrem letu, oziroma jaz vidim, ne vem, v zadnjem letu, 2 letih je pač še rad v boom in kar naenkrat je vse poskočilo gor. Tako da ja, zanimivo. Evo, zdaj lahko gremo na naslednje vprašanje. Kdo ima zdaj? Jaz. Okay. Moje vprašanje je, kateri tehnološki produkt je najbolj služil v tvojem življenju in brez katerega tehnološkega produkta ne bi mogla živeti? Definitivno je to moj pametni telefon. Okay. Že budilka zjutraj je pač na telefonu. Tudi računalnik zdaj v šoli večinoma. Moče kakšno delo je definitivno lažje na računalniku, ima predvsem telefon, pa res ne bi mogla brez njega. Ne zaradi socialnih omrežij, ali pa tako, ampak res, ki ti predstavlja, ne vem, da pogledaš, koliko je ura, da vidiš, da imaš avtobus domov, da vidiš, kje imaš naslednjo uro, da pokličeš mamo, če je kaj narobe, da pošleš sporočilo, da imaš budilko, tako je res zdaj postal del vsakdana. Ja, mene je zanimivo, recimo na YouTubeu vidiš vsako toliko kakšen challenge, ki zamenjajo, se pravi pametni telefon s tistim kao dumb phone, se pravi tistim staro Nokio pa starim telefonom, ne, in pole vidiš, koliko je izzivov brez pametnega telefona, ne, nimaš navigacije, pošiljanje sporočil traje 1 uro, ne, pač nimaš socialnih omrežij in vsega, ne, tako da je res kar izziv, pa dosti smo se navadili, smo ratli taki pač, ne, ugodno nam je, ful nam je lagodno, ne, ker brez telefonov je bilo pa težje, ne. Ostali, brez katerega ne bi mogli živeti, kaj je to, telefon, računalnik? Računalnik, po mojem, in obodvojno, no, ima, ja, po mojem telefon še zmeraj bolj. Čeprav je res, da pri računalniku tukaj delamo za računalništvo, ne vem, če na telefonu bi zmogel, niti kaj ni toliko močen, ma ja, telefon, ki še najbolj pomembno se mi zdi klicanje, ker priješ posod in vidiš, lahko tudi na internetu vidiš urnike in je hitro in prenosno, ne, zato mi je ful všeč. No, meni tudi bi se zdelo kot telefon in računalnik, meni bolj gre za računalnik, ker tam lahko več stvari delaš kot pa telefon. Res, da telefon je bolj prenosen, lahko ga nosiš kamor češ, ampak ima baterijo, no, torej ne bo dolgo časa zdržal, kot pa računalnik pa lahko imaš ga za dolgo cajta, dokler ti ne zmanjka elektrike. Pol ga lahko uporabljaš za razne reči in to. Moje mnenje je tako, da tudi jaz menim, no,
da je mogoče prednost telefona ta, da je veliko bolj kompaktnen kot računalnik, lahko ga imamo v bistvu kjerkoli, v šoli, doma, kamorkoli gremo, vseeno kam. In v bistvu so nam vse informacije stalno dostopne, po drugi strani pa je računalnik v bistvu z njim je veliko lažje delati kot recimo s telefonom, že zaradi uporabe miške in tipkovnice. Telefoni, še posebej pametni, novejši, imajo zaslon na dotik, ki vsaj po mojem mnenju ni tako učinkovit oziroma enostavno uporaben kot recimo miška in tipkovnica, nad katerima imamo boljši nadzor. Ja, tako kompleksne naloge se mi zdi, da je ful lažje na računalniku delati kot na telefonu, tiste pa telefon je pa malo bolj priročen. Ne. Tako da tudi jaz bi ful težje živel brez računalnika, kot brez telefona. Ne. Okay, če bi umaknil pameten telefon proč, bi moral dobiti neko alternativo, se pravi navaden telefon oziroma nek telefon, ki nima pametnih teh funkcij in to, ampak ful teže bi brez računalnika bil, sploh zaradi tega, ker moje delo tudi temelji predvsem na računalniku, se pravi pisanje, editing, pa objavljanje na socialnih omrežjih, to se da tudi na telefonu ali pa na računalniku, no. Ampak ja, mogoče še kakšen drug produkt tehnologije, ki ste dosti navezani na njega oziroma vam olajša življenje, mogoče kakšen gamer tle med vami. No ja, lepo olajša nema PlayStation. PlayStation? Ja, tisto, ko sem bil manjši, sem preživel kar nekaj ur gor. Ja. Mi je bilo res, ko smo se s prijatelji dobili, sploh med korono smo se tudi, Okay. in je bilo fajn, pač, ko si se res nekaj družil, ko tam si bil zaprt, ne, bolj. Ja, to je res, ja, tudi druženje pa zabava in tako, ne. Ja. Mogoče še kakšna? Dobro, ja, jaz tudi imam PlayStation, sem ga tudi uporabljal, ko sem bil še mlajši. In tudi sem uporabljal kar nek staro konzolo Wii U, ne vem, če se sploh še kaj uporablja. Smo s prijatelji ful se zabavali s tem in dobri spomini so iz tega nastali celo. Tisto je bilo tudi fajn, ker si mogel umihati vmes, ne? Ni bilo samo igrca, ne, ker si pač tam sedel, ampak si mogel umihati, ne, Wii Sport in tako, ne. Ja, tudi Just Dance, to smo radi igrali, smo se prav zabavali, celo prav aktivni smo bili v tem. Ja, ti se fajn prepotiš, ne, pač mihaš tam, pa igraš, ne, pa ni samo ono, da sediš dol, pa samo... Ja, mislim, to je bilo pa prav uredi za te mlajše otroke, mislim, za mladinstvo in to, kar ono, če niso aktivni, jih vsaj to nekaj vzbudi in da so malo aktivni. Tako. Ja, zanimivo. Pred leti sem celo videl, da so pole ene fitness naprave tudi tako delovale, da si v bistvu ti mihu pred zaslonom oziroma nekaj delo, nekaj vaje pred zaslonom, tako da nekako se povezuje ta tehnologija in šport, samo se mi zdi, da ne toliko pije vode, ne. Da so bili neki poskusi, recimo tudi Wii U, a pole niso nadaljevali. Ja, zdaj prevzel Nintendo, zdaj tudi Nintendo ima neke igrce s tem športom ukvarjene, da se gibaš in to, kake. Zdaj točno ne vem, kjer so. V bistvu tudi Xbox je imel nekaj, ni imel tudi neko kamercu, ki pole, a poznaš, mogoče veš kaj? Od Nintendo marsikaj, ki jih tudi imam, 5 igralnih konzol imam, kar se tiče Nintendo. Okej, da smo lahko. Okay, hvala. Torej, jaz v bistvu sem se začel ukvarjati z igralnimi konzolami pri leta 2011, recimo, oziroma ne, lažem, ko sem bil star 6 let, torej leta 2013. Moja prva igralna konzola je v bistvu bil Nintendo Wii in potem sem spotoma se preselil na Nintendo Wii U, ker je v bistvu bila njegova prednost ta, da je na njemu si lahko igral enake igrice kot na Wii U, samo da so bile še nove igrice, če ne, koncept je bil bolj ali manj enak. Potem sem imel opravka tudi s prenosnimi igralnimi konzolami, kot sta Nintendo 2DS in New Nintendo 3DS XL. Ja, tisto je uvedlo tehnologijo v bistvu Nintendo 3DS XL. Glavna zadeva oziroma glavna finta cele konzole je bila, da uvede neko 3D izkušnjo, ampak kot vem se je dokaj izjalovila in ogromno igralcev je niti uporabljane. Sem pa videl tudi, kot ste omenili, da
je bilo v igralni industriji veliko poizkusov uvajanja novosti, kot recimo senzori za gibanje, tudi pihanje v igralno konzolo, ki lahko v bistvu ima nek vpliv na dogajanje. In še posebej sem opazil to, da igralne konzole s časom postajajo vse bolj napredne, kompaktne. Recimo najnovejša igralna konzola, ki jo ima Nintendo Switch, v bistvu lahko ga igram doma, ne, kot domačo igralno konzolo, lahko pa ga tudi vzamem s sabo in ga igram kjerkoli po svetu. Je pa res tudi to, da se vedno bolj izboljšuje tehnologija in kot recimo PlayStation 5 in Xbox Series X in S. Te dve konzoli sta grafično tudi bolj zahtevni, zato sta tudi cenovno dražji. No. Ja, evo, super. Tu nisem poznal, glede teh, da se tudi piha noter. Kako pa to delovalo? Mogoče nam malo več predstaviš od tega. V bistvu lahko dam primer iz ene izmed iger, ki sem imel. V glavnem, cel point oziroma point igre je bil ta, da si s tem, ko si pihnil v igralno konzolo, ki je imela prav specifično odprtino za to, lahko vplival na dogajanje tako recimo, da je bil narisen recimo fen na ekranu, ti si pihnil v konzolo in tisti fen se je potem premikal. Recimo, to je bilo še posebej vidno na platformah. Recimo, ko si pihnil v fen, se je platforma premaknila in če si konstantno pihal, se je ohranila na mestu, če ne pa se je vrnila nazaj v prvotno stanje. Ja, to je tudi fajn, ker recimo dihanje ima itak ful pomembno vlogo za naše zdravje, dobro počutje, tako da lahko s tem pole tudi treniraš, ne. Zdaj, ko smo še pri igrceh, še lahko še tle malo ustavimo, kakšen je vaš pogled na igrce, gaming in tako? Ja, meni so ful rede, samo če ne pretiravamo z njimi, ker vidiš kdaj po internetu res tiste, ki prav pretiravajo, eni sploh nehajo hoditi v šole, če ne so zabavne, jaz jih igram, samo ne pretiravam, tako neke normalne mere so. Koliko se vam zdi, da je tako normalna mera igranja? Koliko bi rekli? Na dan 1,5 ure do 2. Ok. Ne vem, zdaj debata, koliko bi rekli vi ostali? Jaz bi rekla tudi tako 2 uri, moče prav max je že 3 ure, že to je vodi po moje v neko zasvojenost. To se mi zdi, ful hitro padeš noter, ker jaz vidim, da se mi zdi, da določeni ljudje, ki niso sprejeti v svoji okolici, da bolj ful hitro najdejo nek safe place, neko zatočišče v igrcah, ker tam jih noben ne napada in se noben ne spravlja na njih. Pač oni tam igrajo in tisto je za njihova realnost, nema pol to vpliva na njihovo obnašanje in pole pač vodi to v neko bolezen že v bistvu. Ja. Tako da, mislim, v nekih normalnih merah je ok, da se sprostiš in to odmisliš malo tako, zdaj, če vodi to neko pretirano igranje in vplivanje na tvoje obnašanje, je tako že malo. Sploh pa glede na to, da je dosti iger zdaj temelji na streljanju in nasilju. Ja, sej, kakor jaz vidim, je največji problem tukaj, so te igrce ratile tako napredne, tako žive, tako vse realno, da te povleče noter, ne. V bistvu tisto ti še bolj šopa dopamin in te res povleče noter, ne. To se mi zdi ena problem, drugi problem pa, ker se lahko s tem streamingom in to se lahko tudi služi in pole ljudi, mislim, sploh mladi vidijo priložnost za neko kariero v temu, ne. Ker recimo dosti pole youtuberjev dela to, pa pole video, jaz bi tudi to delal, ne. In ko si rekla, pole, ko ste rekli, ne, pole lahko začnejo pustijo šolo, pole grejo v ta gaming in pole lahko hitro rata težava, ki se dobijo v tem začaranem krogu, se pravi v nekem nerealnem svetu so, pozabijo na realnost, ne, in potem padejo noter, ne, tako da. Ja, ker tudi to se mi zdi ful vpliva na zdravje. Moče tudi, da začnejo pol opuščati hrano, definitivno gibanje in to pol ful vpliva tudi na možgane, ne, ker enostavno, kot da bi se ustavili razvijati. Pač, ko pol ne razmišljaš kot nek normalen človek, ko hodi ven na zrak, se druži z ostalimi ljudmi in tako. Še vi dva, recimo? Ne, nimam več. Okay. Ste že povedala vse. Torej, moje mnenje je tako, da v bistvu
iger in igranja videoiger ne smemo prednjačiti pred šolo in drugimi dejavnostmi, ki nas zanimajo, še posebej ne smemo prednjačiti virtualnega sveta pred realnostjo, zaradi tega, ker se v tem lahko hitro izgubimo in posledično izgubimo socialne stike, vezi z ljudmi in na koncu ostanemo sami in edina možnost, ki nam preostane, ta, da iščemo pomoč, če smo sploh še toliko zavedni, da lahko situacije preidemo. In sem pa tudi mnenja, da videoigre niso samo nekoristne. V šoli, v knjižnici berem knjigo, sicer je nisem še dokončal, v kateri je omenjeno, da sicer lahko pride do skrajnosti, kot so zasvojenost, ampak imajo videoigre tudi te prednosti, da nam lahko razvijajo domišljijo in še posebej današnje igre, ki temeljijo na online igranju, lahko tudi izboljšajo medsebojne odnose, medsebojno sodelovanje in še marsikaj drugega. No. Zanimivo. Ja, se tu je spet tu na balans, se pravi, koliko lahko, da se ne da rata preveč in da nas pole povleče noter. Recimo isti primer je lahko s televizijo, ne? Se pravi, koliko je preveč oziroma nek normalno gledanje televizije pa tudi ful koristi, tudi pole za učenje, tudi pole za jezik. Recimo jaz zmeraj povem štorijo, zakaj jaz govorim italijansko, zato ker kumulo sem poslušal oziroma gledal italijansko televizijo in italijanske risanke, ne? In pa zaradi tega znam italijansko. Ne? Ampak če bi gledal pa preveč, pole bi pa rado neke druge težave, ne? Tako da vse nekje v balansu. Ne? Tako da, ja. Kako recimo vidite in pri sebi in pa recimo pri drugih vrstnikih, kje je ta meja recimo med nekje normalno uporabo pa zasvojenostjo, kaj bi rekli vi? Jaz bi rekel, da meja je tam, ne veš, ko vidiš, da se človek še lahko kontrolira. Ne? Jaz lahko rečem, da komod lahko sem en teden brez igrc. Res, da bi gledal filme, ne, še zmeraj če boljši nekaj. Jaz rad gledam filme, ki so mi všeč, ne. Ja, nekaj tudi je, da dosti, ki igrajo igrice, grejo ful pozno spat. In spijo malo ur, 4, 5, mogoče celo 3 ure, ne, spijo. In ni v redu, pač za telo sploh to. Sploh za mlajše, ki se še razvijajo, ne, vemo, kako pomembno je spanje, ne, in se pravi, manj ko se spi, slabše razvija telo, tudi pole slabše počutiš čez dan, ne možeš pole normalno funkcionirati v šoli in to, in pole priješ domov in začneš spet igrati igrce, pa igraš dolgo v noč, ne, tako da rata potem nek začaran cikl, začaran krog. Je moče še tukaj dodati? Okay. Mogoče pa ta meja niti sploh ni razvidna med neko normalno mejo pa zasvojenostjo. Se mi zdi, da se ful hitro zabriše, pa ful hitro preideš, brez da bi se sploh zavedel neko zasvojenost, ker si bom danes malo več, pa se to ponavlja brez neke pauze, da bi si vzel, ne vem, en teden prav brez računalnika, pa vedno več, pa vedno več, pa vedno bolj ti je zanimivo, pa vedno več te vleče nazaj. Pa bolj enostavno, brez da se zaveš, ker padeš noter. Lahko da ne pri vseh, samo lahko pa, da tako pri komu se tako zgodi, da zgubi neko kontrolo. Ker misliš, da imaš nadzor nad sabo, pa bolj enostavno padeš noter in se sploh ne zaveš. Ja, no, jaz bi rekel, da se to že vidi pri obnašanju, ko smo že prej rekli, da kadar hodiš v šolo, igraš in pol vedno začneš manjkati v šoli in pol se že vidi takoj, da se ta oseba začne hoditi, mislim, se bolj več ukvarja s temi igrami, kar je bolj slabo zanj in pol se vidi celo po njegovem obnašanju, je bolj nasilen, če igra kaj takega. Prišel en komar obiskat. Ja. Ja. No ja, to pač. Ja. Lahko dodam nekaj, hvala. Kar se tiče uporabe telefona, ja, jaz menim in je tudi zelo opazno, kjerkoli sem, kamorkoli grem, opažam ljudi, ki preživijo večino časa res na telefonih, tudi kadar so v družbi drugih,
Tudi če sta dva prijatelja, lahko sta vsak na svojem socialnem omrežju, na telefonu in v bistvu ni več pristnih medsebojnih odnosov, medsebojnih kontaktov med ljudmi. Tudi ko sem s prijatelji, se to dogaja, recimo, da padeva v nek pogovor in kar naenkrat on vzame telefon v roke, začne scrollati na socialnih omrežjih in pogovor propade. Jaz sicer tega ne maram delati, ker se mi zdi, kot da tako v bistvu zanemarjam svojega sogovorca oziroma svoje sogovorce in tudi se mi zdi neumno gledati to, v bistvu opažam, da ko sta recimo dva izmed treh prijateljev, naprimer, na socialnih omrežjih, se mi zdi, kot da tretji res nima nič za početi in se počuti zanemarjenega in izpostavljenega. Posledično. Zapostavljenega, ja. Se Ni strinjam, ja. zapostavljenega, se opravičujem. Tako, zdaj smo šli na drugo tematiko, ki je tudi naslednje naše vprašanje. Kdo je zdaj? Okay. Bom jaz kar to Tako. prebral. Okay. Kdaj si dobil svoj prvi pametni telefon? Kakšna misliš, da je starost, pri katerih lahko otroci in mladostniki začnejo uporabljati telefon? Jaz se še spomnim v osnovni šoli, kako sem dobil svoj prvi telefon, ki je bil flip phone. Večinoma je bil namenjen sam za klica, za starše in kaj takega, če sem končal s poukom, da me pridejo iskati ali pa da napišem jim kako sporočilo, če rabijo kaj. In ja, mislim, pametno je, da otroci dobijo vsaj telefon pri mladih letih, dobro, ne prav pri mladih, tam okoli 6. razred, da dobijo telefon, da lahko obveščajo svoje starše, tako da če rabijo kako pomoč. In če ne, vedno več, ko gremo z leti naprej, dobijo kaki boljši telefon, naprimer pri 8. razredu lahko dobijo že pametni telefon, nekaj takega, da se lahko malo bolj socializirajo z drugimi. In ja, to. Okay. Ostali? Kdaj je bila vaša prvi telefon? Moj prvi telefon sem dobila od mame, ki je bil tak roza in sem bila ful vesela, da je bil na dotik. Fora je bila, da pač tisti telefon je bil prav samo za klicanje, ker je bil drugega gor. V bistvu sem ga dobila samo zato, ker takrat sem začela trenirati in smo rabili, da pač pokličem mamo, da ve, kje sem in da se zmenimo, kdo me pride iskati in tako, ne zaradi drugega. Pol pa tudi naslednji telefoni niso bili zdaj neki wow, neki zmogljivi telefoni, to je te, da ne, ker ga ne rabiš. Tudi se mi zdi, da vem, da par mojih sošolcev v osnovni šoli, tako tudi v 9. razredu, niso imeli telefonov, pa takrat se mi zdi, da pol postaneš prav izobčen, če ga nimaš, že ker te tako, ja, se slišimo pole, si napišemo v skupino, pa pač pol tista oseba je prav izobčena, ker ni del te skupine, ker zdaj je to že nek vsak dan, ne. A zdaj ne pa, da se začne to že v nižjih razredih. Ja, se tu smo zdaj, kar slišam tudi recimo od staršev, zmeni ta konflikt, dati otroku telefon, ker nočeš, da postane zasvojen od njega, hkrati pa pole nočeš, da med vrstniki je tisti, ki nima telefona, ne? In ful težko se mi zdi dobiti tisto mejo nekje, kjera je ta prava starost, ne? Tako da se mi zdi pa zanimivo, recimo, ko si rekla, ko sta že oba omenila, se pravi, da se začne z nekim osnovnim telefonom, ki nima nekih pametnih funkcij, nima še igrc, YouTubea in teh stvari, hor samo zaklicati in pole počasi starejši kosi, bolj da se nadgradi to. Okay, to je? Ja, jaz sem dobil prvi telefon kar pozno, tako konc 6. razreda. Mislim, da sem bil zadnji v razredu in sem prosil mamo in tato, da mi kupijo, ker sem pravil, da vsi imajo. Ja, pole sem ga dobil. Večinoma sem rabil tudi, ko sem hodil na trening, sem pač rabil zaklicati, ne. Oni so mislili, da imam samo za jarce, da ne moram toliko zaklicati in pisati sporočila, ne. Se res zmeraj čudim prav kako neznana številka, da vidiš, da je že ono 8 nič ali kako nič. Tisto se javim zdaj bolj, ko sem se včasih. Ja. Okay. Kaj pa recimo, kdaj misliš, da bi lahko oziroma mogli dobiti mladostniki, mlajši, prvič telefon? Kaj ste zdaj glede tega? Samo zaklicati, to je spet odvisno. Mogoče, če je samo telefon zaklicati, če ima kakšne treninge ali pa kaj takega, mogoče že kak 4. razred. Okay. Pameten pa lahko že tam mogoče, tako kot jaz, konc 7. začetek
Ne, konča sta začetek 7. tam nekje, bi bilo mogoče fajn je, da dobimo. Okay. Če podeliš še tvoje mnenje. Dobro, jaz sem dobil svoj prvi pametni telefon pri 10 letih, s tem, da nisem bil zadnji v razredu. Še nekaj sošolcev ga je dobilo nekaj časa pozneje, jih pa je veliko oziroma velika večina ga je že imela takrat, ko sem ga jaz prvič dobil. V glavnem primarno sem ga uporabljal za klice, sporočila, mogoče četenje s prijatelji, mislim, kar se šteje pod sporočilama, dobro se vseeno. In potem tudi posledično za igranje iger, že ko so bili vsi v tem, tudi jaz sem poskusil. In nismo se niti toliko ukvarjali s telefonom v manjših razredih, zato ker smo imeli, se razume, v prvi triadi še igrače, pa tudi smo imeli dokaj take pristne in prijateljske odnose, no. Tako da nam niti ni bil potreben. Okay. Da pa misliš, da recimo bi mogli dobiti mladostniki telefone? Se malo si že prej omenil, ampak... Tudi jaz imam mnenje, da ne prav takoj, sicer sem že srečal nekaj primerov, kjer imajo otroci telefone, oziroma ko imajo otroci telefone že pri 3 letih starosti, kar se mi res ne zdi najbolj pametno, zaradi tega, ker lahko na internetu naletijo na ogromno pasti, iz katerih se sami ne morejo spraviti oziroma si jih sami ne morejo pojasnjevati. In tako da v bistvu menim, da je tudi 6., 7. razred mogoče, ko je otrok že tako zrel oziroma si zna zapomniti podatke, ki mu jih podajo o varnosti na internetu in drugih podobnih tehnologijah, medijih, kjerkoli. Ja, se strinjam, ja. Evo, zdaj lahko še jaz delim. Moj prvi telefon, se spomnim, ko sem imel 10 let, mi je kupil moj pokojni nono zdaj že. Ampak je bil tisti prav, je bil še na tipke, bil uni flip phone in se spomnim, predvsem smo ga uporabljali, če smo rabili poleg poklicati, pa jaz sem takrat igral odbojku, oziroma še nogomet, poleg odbojku, zmeraj poleg, ko smo končali trening, smo poklicali in tako. Pa recimo na kakšnih poleg, ko smo hodili na tekme, kakšni dolgi izleti in to, smo poleg igrali tiste igrice gor na tistih telefonih. Se pa poleg spomnim, moj prvi pametni telefon sem ga kupil pa v 9. razredu, to je bil 8. ali 9. razred, se ne spomnim točno, in je bil ta prvi Samsung Galaxy, prvi touchscreen in takrat se spomnim, sem odštel za njega full soldu in sem ga poleg full cajta imel, ampak ja, tako da tista je bila res dobra izkušnja. Ok, zdaj lahko gremo na naslednje vprašanje, ki se direkt veže na to tematiko, ki smo imeli zdaj. Dobro, moje vprašanje je, ali meniš, da uporabljaš telefon in socialna omrežja pametno? To je zelo odvisno od tega, kaj počnem na njih. Vsa socialna omrežja niti niso namenjena tako rečeno pametni uporabi, ampak bolj za, kot sem omenil že prej, pogovor in četenje s prijatelji, mislim, ogled objav ljudi po svetu. Sicer objave niti nimajo vedno najboljšega vpliva, ker lahko si o njih narediš tudi svoje mnenje, lahko opaziš, ne vem, ljudi, ki posnamejo fotografijo. Recimo tak primer smo imeli tudi v osnovni šoli, oziroma tak primer so nam postavili kot v bistvu nek zgled, kaj se lahko dogaja na socialnih omrežjih. Recimo, da si opazil sliko nekega modela ali kogarkoli, ki je pač vizualno privlačen in potem začneš zaradi tega se spraševati, ali si ti privlačen ali karkoli podobnega in se hkrati veliko ljudi pri temu ne zaveda, da gre predvsem za filtre, recimo na objavah slik in podobnih stvari, videov, karkoli pač je na socialnih omrežjih. Zdaj, ali jaz uporabljam omrežje pametno, to je zelo odvisno od moje volje in od mojega namena uporabe omrežja. Recimo YouTube lahko uporabljam za iskanje kakšnih informacij, recimo če imam težave pri čiščenju računalnika ali telefona, si pomagam računalnika predvsem, si pomagam z YouTubeom.
ampak ga uporabljam tudi za zabavo, ne, kot jaz rad pogledam kakšen smešen posnetek, se pri tem nasmejem, samo se zna zgoditi, da te to zapelje in preživiš na socialnih omrežjih veliko preveč časa. Tako da je predvsem odvisno od tega, katero socialno omrežje uporabljaš in v bistvu kakšen je tvoj namen uporabe. Drugi del vprašanja, ki sem ga dobil, pa je tam, katera socialna omrežja uporabljaš in koliko ur na dan jih uporabljaš. Kot sem omenil, jaz največ uporabljam YouTube, tudi Instagram ga imam že, se mi zdi, 2 leti, sicer ga ne uporabljam prav ogromno, drugih socialnih omrežij pa niti nimam, ker se mi niti ne zdijo smiselna in jih posledično nisem nikoli naložil. Primer je Snapchat, sem pa imel TikTok, ki sem ga opustil zaradi tega, ker sem opazil pri ljudeh, da ga preveč uporabljajo, pa tudi smiselen mi ni bil. Tudi všeč mi ni bil in tudi veliko mnenj sem prebral na internetu o njem, tako da sem se ga znebil. Se pa, kot sem omenil, zgodi, da tudi mene povleče noter v socialno omrežje in preživim res kar nekaj časa na njemu. No. Kaj pa ostali, kdo bi zdaj pa? Bom kar jaz. Ja, mislim, jaz bi rekel, da telefon še kar pametno uporabljam. Dobro, največ ga uporabljam to, kot smo že prej rekli, ga uporabljam za budilko ali kaj takega. Ampak tako, če gledam, uporabljam pač TikTok in to, da malo zvem, da dobim kakšne informacije, tako, ki jih random dobim po TikToki. Imam pa tudi, naprimer, Instagram, Messenger, ki niti toliko ne uporabljam več ali manj za komunikacijo s prijatelji. Največ pa uporabljam Discord, ker tam smo že vsi iz celega razreda tako skupaj in se tako menimo o stvareh in vse to. Tako bolj. Ja, jaz po mojem največ uporabljam TikTok, zato ko je že on rekel, ne da dobim informacije. Tam po mojem večina informacij dobim. Naprimer, zadnja bolj taka je bila, kadar je umrl Matthew Perry, tisti, ki je igral Friends, tisto sem gledal jaz full in pač, ja, sem zvedel tam. Če ne, bolj na začetku, ko sem dobil telefon, mislim, smo vsi v Viberu imeli, smo me bilo full dobro, če smo v Viber, smo imeli na 10 grup gor. Samo zdaj vidim, da se zmeraj manj uporablja, tako kot Facebook, ne, zdaj večino uporabljajo samo starši in... Dejansko, ja. Ja, in če ne, Snapchat uporabljam in Instagram. Ja. Jaz definitivno uporabljam največ Snapchat, to je zato, ker pač mi predstavlja neko glavno komunikacijo s prijatelji. Če ne, definitivno TikTok na drugem mestu. Sem že fulkrat razmišljala, da bi se ga zbrisala, ampak nekako še zmeraj nisem prišla do tega, da bi se ga dejansko zbrisala, ker pač me živcira, da recimo si grem reči, ok, zdaj se pa grem učiti in pole avtomatsko pristanem na TikToku. Pač se niti ne zavem, ampak enostavno je TikTok pred mano in pač enostavno tudi tako si rečem, ok, dobro, da je, če imam še 5 minut, v 5 minutah pogledam dosti posnetkov, lahko kaj tak so 15 sekundni in pole se grem res učiti. In pole prije tistih 5 minut mimo in jaz se niti ne zavem, enostavno gre, ne vem, pol ure mimo in kaj jaz delam zdaj in pole se zvečer se pa jezim sama na se, da zakaj sem bila toliko časa na telefonu, enostavno te prav požre noter, kot neka žival, pač prav te prav potegne noter in se enostavno ne moreš ustaviti. Če ne pa Instagram tudi dosti, to niti ne, ker enostavno, ne vem, se mi zdi, ni toliko zanimiv kot TikTok in pa ostali tej WhatsApp, Messenger, pa zaradi komunikacije tudi v različnih klubih, se mi zdi, da so tej najbolj tako. Če ne pa TikTok, ampak ima dosti zanimivih vsebin, ampak moraš naleteti na njih. Če ne, pa se mi zdi, da ti prav ubija možganske celice. Pa se zavedaš tega, ampak enostavno se ne moreš ustaviti. Saj jaz ne vem. Ja.
Ja, se tu pravijo tisti strokovnjaki, da TikTok je narejen prav tako zato, ne, se pravi, da je hiter tisti dopamin, da te pole hitro prevzame noter. Ne. Se po eni strani nismo sami krivi, ker v bistvu tehnologija je tako naštimana, ne, ampak hkrati nas pole hitro povleče noter, sploh če zgubimo kontrolo, ko je rekel Žan na začetku. Ne. Ja, ma največji problem je, ker ti skrajša ta attention span, ne, pač to se ne moreš osredotočiti. Recimo, ko se gledaš te posnetke 15 sekundne, že vidiš, ko greš gledati film, pa čata brez veze po 10 minutah, vsaj ne vem tako. Ali pa se greš učiti in po 5 minutah že gledaš v zrak in niščeš, kaj bi delal. Pač ne vem, enostavno ti prav preorganizira možgane. Ja. Se lahko temu Ja, to je prav, ja, se zdaj dosti strokovnjakov govori o tem, da pač skrajša tu pozornost, ne, in pole je težko za nas mlade, se za vseh, ne samo za vas mlade, recimo tudi nas, ki smo malo starejši, jih tako potehne noter, ne, se pač tu je univerzalno delujejo te stvari, ne, ampak se mi zdi, da se pole počasi treba distancirati na to in se mi zdi ena izmed, ko sem zadnjič omenil že na predavanju, ena izmed teh motivacij, za ki smo začeli tudi s podcastom in ki smo hoteli iti proti tej kulturi, se pravi ne toliko teh kratkih videoposnetkov, čeprav delamo tudi to, ampak predvsem za promocijo podcasta, ampak počasi se umakniti proti teh short form contenta, ampak delati daljše vsebine, kjer spet počasi preizobraziš ljudi. Pač se ni treba samo tiste hitre TikToke gledati, ne lahko pogledati tudi podcast, ki traje pol ure, 1 uro, ampak jaz se strinjam s tabo, da je težko, sploh na začetku, ne, se pač od tega odvaditi, nekaj tudi možgani pole rabijo se malo odvaditi od tega in ja, tako da. Ja, ampak če si predstavljaš kot podjetje, ki rabiš neko prepoznavnost, je pa to zelo ful dobra platforma, zato ker meče algoritem naprej, ne, in recimo na Instagramu ti ne boš dobil različnih, ne vem, podjetij, ki išče prepoznavnost, boš na TikToku, ne, ker tisti for you page, tam ti meče različne posnetke, ki algoritem pač predvideva, da so zate, zato je to bolj, zato se dosti podjetij poslužuje tega, ne, ker ve, da je dosti mladih in dosti prej dobiš pozornost, ko na kakšnekoli drugem omrežju. Ja. Tu pa res, ja. Mi je všeč, ko si to omenila zdaj, ko vidim recimo tudi nekateri ustvarjalci vsebine, ne bom povedal kdo, ker pač nočem delati komukoli zamere, ampak nekateri ustvarjalci, eden je tudi le z Gorice, pač ustvarjajo kar pač take res smešne oziroma skoraj že malo neumne vsebine za neka podjetja, večja slovenska, ampak vejo, da jih tu pri mladih upali, ne, in delajo zaradi tega, pač take vsebine delajo, ne, da pole upali pri mladih. Ampak se mi ne zdi, mislim, po drugi strani je pa ono, ne, pač neke pod navednicami neumne vsebine, pa kar dobijo algoritem push in pole se kar pole med mladimi širijo in vse. Dobro, se tu se direkt veže na naslednje vprašanje. Kdo ima zdaj? Kdo je spet? Ok, si ti. Zakaj misliš, da so socialna omrežja tako popularna med mladimi? Moče zato, ker lahko izrazijo neko svojo kreativnost. Definitivno na TikToku rabiš biti kreativen, zato ker če ne človek, ki vidi tvoj posnetek 2 sekundi in gre naprej, ne. Določeni lahko ustvarjajo nekaj, kar nočejo, da je pod njihovim imenom in se skrijejo za tisti profil in delajo nekaj, kar jih ful veseli, nočejo, da ljudje vejo, da to oni delajo, ker moče se počutijo, da ne bi bili sprejeti v to. Drugače pa dejansko ne vem, zakaj so popularna, zato ker dosti socialnih omrežij je zaradi pogovorov, ne, vsi vsebujejo čete, da se lahko pišeš. Lahko da objavljajo, kje so bili in se s tem hvalijo, da so bili, ne vem, na kakšnih počitnicah, da so videli ne vem kaj vse, hkrati s tem pa daješ drugemu neko krivdo, da ker tudi jaz včasih tako, če nisem hodila na te žure in to, ko sem gledala tiste posnetke, ko so se ostali imeli full fun, jaz bi tudi bila tam, ne, pa sem ležala v posteli, v pižami, šla spat in se počutiš pravno malo bedno, ne, da drugi lahko živajo ali pa kaj, ne vem, drugi hodijo na neka ful lepa potovanja, pa vidijo vse neke prestolnice, pa ful lepe znamenitosti in ti si samo šel na Hrvaško na more in prišel nazaj, ne, in potem se počutiš pravno malo butasto, tako da zato so pol nek slab vpliv, ker pač moraš biti zadovoljen že s tem, da si šel, ne vem,
na Hrvaško, na morje, ali pa tudi na slovensko obalo, karkoli, ne. Da moraš zdaj se ti primerjati z nekom, ki pač je šel, ne vem, na Havaje, na Maldive, kamorkoli. Ja, se to je ena izmed slabosti teh socialnih omrežij, isto kot je prej Žan omenil, ki ti ustvarja neko irealno perspektivo na življenje. Misliš, ja, ok, vidiš na storjih, recimo na Instagramu, 3 storije, kako se imajo ljudje fajn in ti kar misliš, da pač vsi se imajo fajn, ti pa delaš, pa recimo si doma, ko si rekla, ne, pa ne uživaš, ne, ampak realnost je pa tako, da večina jih ne uživa, ampak samo nekateri pa res pač kao uživajo in pole se ti napiče ta slaba vest in vse to, ne. In pole tudi negativno ti podzavestno vpliva, ker se začneš primerjati z ostalimi in Ja, zato tudi drugi, ne vem, lahko bi imeli ful slab dan. A bili zadnjič sem poslušala en podcast, pa je ena rekla, da o Valentinovem so se pogovarjale in so rekle, da lahko, da se je en par ful močno skregal, pa je objavil na Instagramu neko ful fancy večerjo, pa da se ima sta ful fajn, pa da sta šla na en ful dober zmenek, pa sta se predtem na smrt skregala, pa ni bilo vse tako lepo, ko je bilo dejansko videti, ne? Pa ti se počutiš bilo ful bed, ker si samski na Valentinovo, ne? Ma hkrati ona dva nista spet uživala tistega Valentinovega, ne? Ko si ti predstavljaš. Tako da je ful dvolično to. ful je dvolično. Ja, si tudi tle je vprašanje pol naprej, katere so po tvojem prednosti uporabe socialnih omrežij in katere so slabosti. Slabosti so definitivno to, da ljudje objavljajo samo highlighte svojega dneva in pozitivno, ko si imel ne vem, ful slab dan, pa vidiš kako je imel nek človek ful dober dan, pa v bistvu je lahko imel človek lik tako ful slab dan, pa še slabši kot ti, pa je objavil, da je šel, ne vem, na sprehod, pa je bilo ful lepo tam videti, pa si ti kar nekaj. Pač. Ne vem. Ja, ker težko je prepoznati to iluzijo, ne? Misliš, da je res samo tista fasada, ne? Ampak v bistvu ne veš, kaj pa je odzadaj, ne? Me zanima zdaj, a vidite mogoče pri vaših vrstnikih oziroma pri nekih influencerjih, ki jih spremljate, da objavljajo tudi neke slabe dneve ali objavljajo samo dobre dneve. In oziroma to ceniste, ali se vam zdi, da to ni pravilno, da bi mogli objavljati samo highlights na socialnih omrežjih. Kaj se vam zdi? Se mi zdi, da vedno več ljudi zdaj haja v to, da bo objavljala tudi slabe stvari, pa kako, ne vem, lahko vodi podjetje, pa pokaže, kako gre vse narobe, pa kako kolekcija ni prišla, pa kako je nekaj se ful pokvarilo, pa ni ratalo tako, kot bi morali. Se mi zdi, da vedno več jih hoče prikazati predvsem mladim, da ni samo dobro na socialnih omrežjih, a spet drugi pa nikoli ne bojo odstopili od tega, da prikažejo samo dobro, ker to jim pač daje gledanost, ne, da vidijo samo dobre stvari. Ker dosti ljudi se noče sprijazniti to grdo resnico, da ni vse super, pa da človek normalno tudi zboli, pa mora biti doma, pa ima mastne lase, pa ima strgane hlače, pa tako, ne, da ni vse v znamkah, pa vsem lepem. No ja, jaz se spomnim, ko sem gledal YouTube ponavadi, ko sem bil še mlad, sem gledal vlogerje, zelo rad sem jih gledal in mi je bilo všeč, ko objavijo vsak dan, ne glede kaj se je zgodilo, objavijo kaj se je zgodilo, kaj jim je bilo všeč in kaj je bilo narobe, kaj se jim je zdelo, da bi lahko bilo boljše celo, da bi lahko šli na še kako večerjo, povabili kakšne prijatelje, bi se nekam šli družiti. Tako vidim pač že v mlajših letih, da kako je življenje odraslega, že, da lahko vidim, je ful zaposlen, ima čas za prijatelje in vse to, da se lahko zabava in predvsem, kaj vse počne on. Ja, če se smem vrniti nazaj prednostim in slabostim socialnih omrežij, ne. Kot je Nika omenila, jaz se strinjam prav popolnoma z njo, jaz imam enako mnenje o sebi, ko recimo gledam svoje sošolce, ki objavljajo recimo koncerte, na katere hodijo, prijatelje, s katerimi se družijo, njihova potovanja in meni se vse skupaj zdi neverjetno in se tudi potem počutim sam mogoče malo bedno zaradi tega, ker jaz vsega tega ne doživim. To ima precej velik vpliv na človekovo samopodobo, še posebej za tiste ljudi, ki se ne zavedajo tega, kar se v resnici dogaja v ozadju. Kar se pa tiče objavljanja tudi slabih dni,
sem pa takega mnenja, da v bistvu še vedno veliko kanalov in ljudi ne objavlja slabih dni, ker na koncu dneva se človek vpraša, zakaj pa bi sploh objavil, da se ti je zgodilo nekaj slabega, ker od tega bolj ali manj nimaš nič. Je prav, da bi se to objavljalo, ampak se mi zdi, kot da ljudje tega ne počnejo za nalašč. Lahko bi si s tem, ne vem, uničili ugled, sicer ne vidim, da bi bil toliko vzrok, no, mogoče pa prije tudi do takega mišljenja. Ja, sigurno, ne. Tudi odvisno, kakšen tip osebnosti oziroma teh influencerjev je. Se pravi, ko je rekla Eva? Nika, prosti. Ko je rekla Niva, se pravi, nekateri influencerji res pač dajo samo na tiste highlightse, zaradi tega, ker tudi služijo s tem. Ampak če si ti nek influencer z, ne vem, lifestyle področja, pa fajn, da objavljaš tako dobre kot slabe dneve. Tudi jaz vidim, recimo, tudi pri tistih, ki spremljam, oziroma tudi jaz provam, zdaj, ker dobivam nek vpliv preko podcasta in to deliti vse, se pravi, dobre dneve, slabe dneve, ker recimo dosti krat se mi je zgodilo, sem delil pač nekaj slabega, kar se mi je zgodilo, čeprav je bilo na začetku ful težko to deliti, ker se pač počutiš, ja, kaj se bom jaz zdaj tle vzpostavljal, ne, pa kaj se bojo ljudje mislili, ampak pole na koncu itak ljudi pač ne briga, ne, in v bistvu tisti nazaj pa ti napiše oziroma ceni tisti, pa ker recimo gre podobno čez to, ne, in pač s tem, kad ti deliš tudi slabe stvari, daš tudi recimo neko ime oziroma nek glas tudi ostalim, se pravi video, ok, nima samo jaz slabega dne, ampak tudi ostali, ne. Tako da recimo, ja, prednosti in slabosti. So pa nekateri, vem, da recimo nekateri tudi ne želijo tega gledati po socialnih omrežjih, ker recimo, ja, imajo slab dan, ne, pa hočejo odmisliti, pa nečejo iti na socialna omrežja in videti, kako imajo tudi ostali neke probleme, ne, pa želijo samo se res izklopiti in na socialnih omrežjih videti samo tiste lepe stvari, tako da imaš več plati. Ja. Ok, a bi mogoče še kdo dodal kaj na tej točki? No ja, so tudi se ti nisi šel, prosti, ja. Ni problema. Se pozabil. Tudi ena prednost teh socialnih medij, ki vidim, naprimer, eni ljudje dajo slike gor, lahko so kakšnekoli stvari, ni treba, da so v kakšni klubi ali pa kakšne počitnice, lahko so samo kakšna roža, kaj da gor in vidiš, da z veseljem dajo gor in ne brija za zaslužek. In je prav lepo videti take ljudi, ki so delajo z veseljem, objavljajo, da lahko vidijo tudi drugi ljudje. Ponovadi taki ljudje zato dosti ne zaslužijo, ne, tisti, ki zaslužijo, so ponovadi, ki imajo kakšne sponzorje in ja, take, ja. Ja, ker v osnovi socialna mreža so bila za to ustvarjena, ne, da ti lahko deliš pač, kar se ti dogaja, pa kar si ti passionate about, se pravi, kar te veseli in tako, ne. Samo smo šli malo proč od tega namena, ne, tako da. Evo, dobro, lahko gremo pole zdaj na naslednje vprašanje, kdo je zdaj na vrsti. Torej, kdaj lahko rečemo, da je nekdo zasvojen s telefonom in socialnimi omrežji? Moje mnenje je tako, da to lahko trdimo oziroma rečemo, ko v bistvu se res oseba ne zaveda tega, koliko časa zares zapravi na telefonu. Mogoče se tudi ne zaveda, da izgublja na odnosih, na svoji samopodobi, na svojemu gibanju in predvsem zdravju, ki v bistvu gibanje tudi vključuje. Dogaja se res, kot smo menili, da je zasvojenost vse večja. To bi morali tudi nekako, tega bi se morali znebiti oziroma omiliti vse skupaj. In tudi to je v bistvu moje drugo vprašanje, kaj bi nekomu pomagalo, da bi jih manj uporabljal. Recimo pri meni je zelo odvisno, koliko časa sem na telefonu, od tega, koliko sem v dnevu zaposlen in tudi od moje volje, ker tudi jaz, ne, ko preživim določeno količino časa na telefonu, sem tak človek, da ga v bistvu zapravljen čas me jezi, torej začnem kriviti sam sebe, da sem preveč časa na telefonu, zato se ga tudi provam znebiti čim bolj hitro. Ni pa to nujno težava pri vseh ljudeh. Jaz osebno, da zapravim čim manj časa na telefonu, se poizkusim zaposliti, kolikor se pač upam, iskati ideje, aktivnosti, s katerimi bi se ukvarjal, pogovarjati se z ljudmi, kot v bistvu zdaj, ko izvajamo ta podcast. Pogovor res nekako, zelo hitro mineva čas med pogovorom, tako da ga zapraviš vseeno, kljub vsemu na koncu dokaj efektivno in imaš nekaj pozitivnega odneseš od vsega skupaj.
kot pa recimo, da zapraviš ves ta čas na telefonu, kjer pa lahko tudi dobiš, če delaš nekaj koristnega, ali pa izgubiš, če delaš karkoli nekoristnega, oziroma z nekaj, kar te zasvoji posledično. Se strinjam. Kakšno drugo mnenje še, recimo, se pravi, kako veš, da si zasvojen, oziroma kako bi nekomu pole tudi pomagal, recimo, da manj uporablja. Ja, sem slišal, da so neki telefoni, ki pomagajo tem, ki so preveč na telefonu. So neki, se že pozabil, kako se kličejo, ma so tudi touch telefoni, ne? So samo simple, imaš tekst. No. A tu so oni, minimalist phone. Minimalist phone, ja. Okay. Imaš samo klice, mislim, da sporočila, Gmail in moče še kaj, se ne vem točno. Pa je eno, sem videl nekje na internetu, da eno je pomagalo, to je dejansko, ne? Ker to odvrne bolj telefona, kaj veš, da na testom boš gledal skozi Gmail, ali kaj? Najbrž da ne, ne? Ja, zelo zanimivo, ne vem, tudi po mojem preveč dragi niso. Ja, zanimivo. Ja. Okay. Jaz bi rekla, da sam se ne zavedaš, da si zasvojen. Po moje, definitivno se ne zavedaš, to bolj okolica opazi. Ti ne boš prišel do neke spremembe, če sam zavestno ne greš v to. Pač lahko te drugi potiskajo to, ti svetujejo, ti nudijo pomoč, dokaj ti zavestno ne boš bil, ok, jaz pa nočem biti več tak, jaz hočem spremeniti svoje življenje, ti ne boš nikoli prišel do spremembe. Ker je vse se začne in konča pri tebi, ne. Pač lahko je okolica zelo ti pomaga, te spodbujama, še zmeraj si ti tisti, ki se odločiš. Kaj pa recimo kakšen nasvet za manj uporabe, oziroma kaj vidiš, recimo? Ja, definitivno, da najdeš neke hobije, ki te veselijo, da si probaš urnik čim bolj zapolniti z nekimi zanimivimi aktivnostmi, ker se mi zdi, da če recimo pri domači nalogi, ko imaš za odgovoriti na 10 vprašanj, ker nimaš pojma, kako boš odgovoril na njih, pač je definitivno ne bom zdaj in greš na telefon, ne, pač probaš si dati ok, da imaš pol ure, reši to in pol lahko, ne, pač definitivno neki hobi, nekaj, kar te zanima, da preusmeri tvojo pozornost, ne, ker če ti ne bo zanimivo, če ne bo imelo tvoje pozornosti, pole ti ne bo pomagalo pri tem, da nehaš biti na telefonu, ker vseeno telefon ima neko našo pozornost, ker po moje ne rabiš niti dosti razmišljati, da ga uporabljaš, ne, ti priješ v podzavest, ker recimo, če se greš učiti, moraš uporabljati možgane, se moraš truditi, moraš razmišljati, medtem, ko uporabljaš telefon, ko scrollaš po socialnih omrežjih, tega ne rabiš, ne, zato je bolj privlačno. Se strinjam, ja. No, jaz bi rekel pa sam za pomoč, da se ti pametni telefoni že imajo ugrajeno tisto, da imaš določen čas, koliko na dan lahko uporabljaš telefon, celo za mlajše to. Naprimer Samsung ima nastavitev for kids, mislim, bolj za otroke to, da starši lahko nadzirajo uporabo telefona za svoje otroke, te s tem lahko zaklenejo telefon, če je potrebno, in pol tako omejijo njihovo uporabo telefona. Tu se strinjam, mi je všeč, kar si omenil, ker recimo dostikrat si lahko tudi nastaviš časovni opomnik, se pravi, da ti tudi blokira aplikacijo po določenih časovnih uporabi, recimo, da ti blokira Instagram po, ne vem, pol ure ali pa po 1 uri uporabe, ne. To je ena možnost. Zdaj obstajajo tudi recimo aplikacije, zdaj sem pod sabo, kako se imenuje, mislim, da je One Moment ali neka taka, ali One Breath, ki v bistvu je aplikacija in potem naštimaš, jo povežeš na eno drugo socialno aplikacijo, recimo na Instagram, in vsakokrat, ko opreš Instagram, te prisili, da narediš vdih, izdih, in v bistvu v tem cajtu se ti še skalibriraš in pomisliš, zakaj sploh grem na Instagram, in v bistvu tisto te pole prisili, da pomisliš, res rabim iti na Instagram, ali samo to pač kot neka navada, oziroma dostikrat je za to uporabo socialnih omrežij, ko si jo prej omenila, da v bistvu je kot neka prokrastinacija, se pravi, zdaj se rabim učiti, se mi ne da učiti, da imaš samo na telefon malo scrollaš, tako da je fajn tudi pole raziskati, zakaj gremo toliko na telefona, pa dostikrat je pole lahko iščemo neko pozornost, pa recimo nam nekaj manjka v življenju, pa pole gremo na socialno mrežje, da dobimo to, tako da je fajn tudi tisto raziskati. Pa recimo ta, ki se veže na minimalist phone, obstajajo tudi pole aplikacije oziroma tudi nastavitev v telefonu,
kjer ti pole barve telefona nastavijo na črno-belo. In če nastaviš recimo na črno-belo, so tiste aplikacije in vse tisto je ful manj privlačno. Zaradi tega, ker te aplikacije so naštimane tako, da tiste barve ti tolčejo možgane in ti šopejo dopamin. Ne? In ko odstraniš tisto, recimo, je pa dosti manj privlačno. Ne? Tako da, ja. So taki triki majhni, ne? A pa recimo prvi tak trik, ki vsi omenjajo, ne, da si skenslaš nepotrebna obvestila, ne. Se pravi, ne rabiš ti imeti obvestilo za vsak like, vsak koment na Instagramu, Facebooku, ne. Ok, sporočila moraš pustiti, ker pač še vedno so nekako potrebna, ne. Mogoče, da izklopiš group chat, ne, obvestila, ne, in take stvari, ne. Še kakšna ideja mogoče? Na TikToku mislim, da je bilo, zdaj se mislim, da sklopljamo, jaz se zmislim, je bilo par mesecev nazaj še, da ti je po 1 uri napisala, da si zdaj 1 uro in mogoče se začne na cajta. Ja. Instagram je isto, ja. Ne, Instagram je isto, Ja. na TikToku je bilo in to je, me je prav malo presenetilo, ko so prevodali. Ja, sigurno so pol skenslali. Ja, kontraproduktivno. Ja, Instagram je pa še vedno, ja, ker sem si naštimal, da je v bistvu, če več kot 10 minut naenkrat uporabljam, me pole obvesti. Ja. In tisto me pole, zdaj sem toliko cajta gor, zdaj. Ja. Ja, to je bilo, pri TikToku ni bilo to treba nič naštimati. Okej, po defaultu. Po defaultu, to nisem vedel. Ja. Najbolj so rekli, da malo pravi, če bo. Ja. Sam se mislim, šilce, ker je bilo tisto, mi opomnili. Ja, v bistvu vse te aplikacije imajo v nastavitvah za nastaviti, samo nobeden ti ne da po defaultu, zaradi tega, ker v bistvu ni njihova namen tega. Ne? Vse prvo nisem marmo, potem sem se malo zvedel, da sem bil že 1 uro, potem sem se malo vstavil. Ja, se strinjam. Tako, hočeš kakšno mnenje, tle telefoni, socialna mreža in to, preko gremo na novo tematiko? Okay. Zdaj sem pa tle dal še 2 vprašanji, ki niso direkt vezani, ampak so še vedno v sklopu te tehnologije in tako da lahko kdo je zdaj naslednji za prebrati. Okay. To je zdaj v bistvu predzadnje vprašanje. Ali meniš, da je modra svetloba iz ekranov in zaslonov škodljiva? Ja, skrbim, ja. Se zmislim, jaz, ko sem delal lani, smo imeli 2 projekta kar velika za delati pri programiranju. In sem bil kar lahko tudi po cel dan na računalniku, ma sem mogel delati, jaz nisem hral. Potem sem prišel na večer in me vprašal, si bil cel dan na računalniku? In pa sem rekel, ja, ko veš, sem imel prav rdeče oči, se prav vidi in tudi bolj cel tak truden rateš. Ja, zdaj sem razmišljal, da bi se nabavil te modre očala, ki so pomagajo proti modri svetlobi. Blue light blocking glasses. Ja. Ali se ti zdi, da negativno vpliva na te? Ja, po mojem malo pomaga. Zdaj sem rekel tudi, da si jih bom kupil, ne, da ne bom šel slep par 50-ih, že slučajno, 40-ih, še kaj prej, ne. Ja, ker že tata ima očala, dobro, mi nismo dobili, da imamo bolj, rekel mama, da imamo bolj oči po njej. Ja, priješ res prav tako se utrujen, če sploh razfucate delaš in prav rdeče oči imaš. Ja. Okay. Kdo bi še kaj podelil? Kdo bo naslednji? Boš ti? No, kar ti boš. Tudi jaz menim, da modra svetloba je zelo škodljiva, predvsem zaradi tega, ker naj bi uničevala, v bistvu kar sprošča spalni hormon, vsaj tako sem nekje zasledil. Melatonin, ja. Ja, hvala. In tudi zaradi sevanja, ne, jaz budilko, ko si jo navijem telefon, odstranim čim bolj daleč od moje glave, kolikor upam, no, mi zelo ni prijetno spati s telefonom blizu. Predvsem moje glave zaradi sevanja in tudi se mi zdi, da povzroča neko nemirnost v meni in posledično nespečnost. Kar se pa tiče uporabe računalnika in računalniškega zaslona, na mojem monitorju je opcija, ki se imenuje iSaver, se mi zdi, da, in v bistvu zmanjša svetlobo na ekranu, jo naredi bolj milo, tako mislim, da ti zavaruje nekoliko oči, ne vem sicer, koliko je res uporabna, ampak sigurno ima nek vpliv, ker v bistvu vibrantnost barv nekako uniči in jih naredi bolj take lahke za sprejemanje. Take malo bolj rumene, ali kako? Ma niti ne bolj rumene, take malo bolj, meni se zdi, kot da jih naredi take malo bolj sive vse,
tak malo zatemnjen ton jim doda. Okay. Jaz sem opazila, da če sem preveč časa na računalniku oziroma na telefonu, kakorkoli, da začnem videti vse megleno. Tako, recimo, da imamo, ne vem, prve 4 ure prakso v šoli, pa moram cel čas gledati na računalnik, pa še tiste mize so ful ozke, pa prije računalnik ful blizu tvojega obraza. In pol kako je v pohodniku, kako gledam, kot nek Kitajc, jaz res nič ne vidim, pa če vse megleno. In pol mi reče človek, sem te videl, sem ti mahal, jaz enostavno ne vidim okolje in sem pravno. Je prav grozno. Imam tudi una blue light očala doma. Se mi zdi, da malo pomagajo. Mislim, zdaj ne moram reči, da vidim neko ful veliko razliko. V bistvu ne, meni jaz jih bolj malo, zato ker se počutim bolj cool z njimi. Kot je rekla, jaz si že od majhnega želim očala, ne vem zakaj. Mi je ful, mislim, je fajn jih imeti. Zdaj ne moram reči, da je neka ful velika razlika v njih. Lahko da je, lahko da imam jaz una ful poceni, ker sploh niso blue light, pa sem jih kupila samo zato, ker pač so očala, pa so me nategali, ne vem. V glavnem, ja, se mi zdi, kar vpliva na oči. Sploh se mi zdi zjutro, ker so še tako zaspane oči, pa pol, če si celo jutro na telefonu, pol, da ni prav najboljše. No ja, jaz bi sam rekel, da zdaj, ko tehnologija se napreduje in to, da zdaj delajo tudi te monitorje in te telefone za čim bolj manj te modre svetlobe, da vplivajo še UV žarke in to. Celo, kolikor vem, moj monitor ima celo isto opcijo kot pri Žanu, da lahko zatemnim ali pa da mi malo olajša ta monitor, če ne tudi Windows ima tudi neko opcijo za nočno svetlobo, ki po noči ti zatemni, dobro, to je bolj zatemnito, ma ti tudi pomaga, to sem že bral pod Windowsom, da ti tudi nekako pomaga proti tej modri svetlobi, celo po noči, ker vedno po noči je bolj svetlo, zaslon in se pol tako navadiš celo. Ja, ko v bistvu največji problem pri tej modri svetlobi je, ker tako močna, ti intenzivni modri žarki v bistvu imitirajo sonce in če mi gledamo po noči, naše možgani pole mislijo, da je še vedno dan in pole tudi slabše spimo, ko sem omenil, pole v bistvu melatonin se ne sprošča, melatonin je pole spalni hormon, če nimamo melatonina, slabše spimo, manj globoko spimo in pole tudi naše oči do naslednjega dneva se ne morejo rekuperirati oziroma recovery. Ja, tako da. Me je zanimivo, ker si omenil ta program, je v bistvu tudi na telefonih imamo te night shifte in vse, kar se lahko poleta, v bistvu sicer ne vem, ker ne poznam znanosti od zadaj, koliko to dejansko učinkuje, ampak je sigurno boljš, da gledaš malo bolj rumeno svetlobo, malo bolj oranžno kot tisto plavo. Ne. In če ne zmanjšaš dol malo svetlost, ne, tako da fajn vedeti, da delajo tudi monitorje, ki so bolj prijazni očem. Tako da, ja. Zdaj, jaz sem bral neke članke o tej modri svetlobi in je vedno zdravniki vedno govorijo, da preden gremo spat vsaj 2 uri, da nismo na računalniku ali pa na telefonu in pol, ko gremo spat, je vse normalno, lepo se prav spočiješ tako. Tudi če spiš, ne vem, kakšne 6 ur, se prav odpočiješ od tega računalnika in vse to. Vam uspeva pred spanjem ne biti na telefonu? Ne. Ne. Se tu imamo vsi problem. Ne? Ja. Mislim, da je zadnja stvar, ki grem pač preko zaspim, je to, da ugasnem vse na telefonu, da sklopim Wi-Fi, da mi ne hodijo sporočila, da odpišem še na zadnje sporočila, to je pravno zadnja stvar, preko grem spat. Ja, to je zdaj celo nova funkcija pri Samsung telefonih, so dodali, da lahko nastaviš, kdaj se ti pač tako, da ti telefon blokira message in tako. Okay. Jaz imam nastavljeno, da mi že kdaj ob 10:11 vse do 7 zjutraj, da mi ne dobiva nobenih sporočil ali kaj takega, sam budilka mi dela in to je to. In pol tako ne dobivam kakih vibracij ali pa kaj takega, notifikacij in to, da mi vse to zablokira in pol, da se lahko že tako telefon odstranim proč in pol, kadar grem spat, je vse tako, odpočijem in to. Ja.
Ja, se v bistvu je težko, nekaj, v bistvu ta telefon je navada, ne, tako da v bistvu, če nočemo biti na telefonu pred spanjem, treba narediti neko novo navado, ne, mogoče pole recimo kakšno knjigo, ne, a pa recimo, da se prebere malo knjige pred spanjem, s tistem se pole lažje umiri, a pa recimo, da ponovimo, ne vem, zadnji osnov še enkrat, a pa recimo neko alternativo je treba dobiti, ker ni dovolj samo, da se ne uporablja telefon, nekaj pole bo nekaj ne manjkalo, treba dobiti neko alternativo, ne, tako da. To je pa ta, ki pravijo, nočna rutina, ne, da se dobi nekaj, ki se pole tudi možgani malo umirajo, nekaj pa navadi, če gledaš TikToka pa Instagram tik pred spanjem, ne, ti sprošča hormone, ne, kortizol pa dopamin in pole se težko umiri, slab spiš in tako naprej. Ne. Njema se mi zdi, da dosti ljudi uporablja to v spavanko, kako bi to rekli. Res? Ja, dosti ljudi si upali, ne vem, YouTube, da zaspi, ko pač čisto daš posnetek in gledaš in pol te uspava, ali pa da gledajo TikTok, mislim, pa TikToku moraš že migati, ne, da pač scrollaš naprej. Ma se mi zdi, da tudi jaz doskrat opazim, da me ful uspava to, da gledaš posnetke toliko časa. Mislim, jaz se ne poslužujem tega, jaz raje zaspim brez telefona, ma se mi zdi, da dosti ljudi to uporablja, neko uspavanko. Ja, samo res, to pa res, ja. Ko v bistvu ne rabiš nič razmišljati in pole tisti sajt, ko samo scrollaš, se ti tudi možgani pole umirajo. Ja, samo meni se to ne zdi. Pač ni fajn, ker v bistvu ti vseeno, če jih nezavestno te informacije predeluješ, jih pa pole podzavestno, ne, in v bistvu v vsakem primeru je nek, ti scrollaš skozi, ne, čeprav se tega ne zavedaš ali ne, tako da, ja. Ok, mogoče še kakšno mnenje tle, če ne, to je to. In pole gremo še na zadnje vprašanje, ki je tako izven do kar smo tle govorili zdaj. Ja, se bomo vrnili na temo za AI. Kakšno je tvoje mnenje glede AI tehnologije ali drugače Artificial Intelligence? No, AI, kot smo že na začetku govorili, da je kar uporaben, tako da ti pomaga dobiti kakšne informacije, celo mi, zdaj programeri, ki v šoli se učimo na novo vse to, da uporabljamo to, da nam celo če ne vemo, kako narediti s tem AI-om, nam že da kako kodo in pol mi to kodo nekako jo preberemo, jo nekako razumemo, kako je naredil, če nam kaj ne paše, pol vprašamo, naprimer ta ChatGPT, ki je bil ustvarjen, je zelo dober, ki ga celo sam uporabljam za naloge pri šoli. Mi da neko rešitev, pol jaz to rešitev lahko uporabim in ali je to zdaj v redu ali ne, pač, če mi prav prije. In še, kakšno misliš, da je njegova prihodnost? Ja, mislim, da so dobri in slabi znaki. Dobri, ja, ti pomaga, kot sem že rekel, ti pomaga pri različnih delih, slabo pa bo, da lahko da bo zavzelo službe enim ljudem, ljudje bi to že mogli delati in to. Zdaj, ko bo vse AI, če bi to prevzel, bo vedno bolj manj dela za ljudi in pol bo to neka panika za ljudi. No? Ja. Okay. Kdo bi še podelil mnenje naslednje? Ja, prihodnost, kot sem že rekel, najbolj še sigurno bo isto s kvantnim računalnikom. Ma pa tudi neke slabosti, ja, moram priznati. So eni te jajke, naprimer sem videl nekje, da so neke novice, da so naredili baje jajka, lahko sleč punce in to je ni v redu, ne. A res? Ja. Okay. Zdaj ne vem, če dela, nekaj sem slišal, da dela, samo to res ni v redu. Res, da ni pač prava slika, lahko so kakšne napake, ne mogoče, se ne vem. To ima res neke slabosti, ja. To je pač res, to je hard. Slabo. To pa prvič slišim. Ja, ne, meni je to prav ogabno, pač tako, ker... Ja. Ne vem, tako ChatGPT, recimo, meni je ful fajn, ker ko ti si programer in ko gledaš tisto kodo in si že pravno, se počutiš že prav neumen, ker ti enostavno ne dela in problem je v eni vejci, piki, zaklepajo zadnicam, dela spletno stran po moje 1-2 uri, in tista stran ni dela
In jaz sem nek butec gledala v tisto kodo in enostavno ni delo, zato ker je bil en zaklepaj na koncu preveč. In ChatGPT je pač dejansko tle ful velika prednost, ker ti pač pove, da je to narobe, tle ti manjka to in to. Ne najde vedno teh napak, ampak je fajn. Zdaj ni fajn, če se nek človek tega poslužuje preveč in neha razmišljati svojo z glavo in reče samo naredi mi to in to in to in on samo copy-pasta in tu vzame ko nek svoj izdelek, tu se mi ne zdi fair, ampak ko neka pomoč pri nalogah je definitivno fajn, samo se mi zdi, ima pa tudi dosti slabih stvari, ker dosti lahko informacij je narobe napisanih v sistemu in ti pol narobe poveli. Zadnjič nam je profesor razlagal, da je googlal, kje se je rodil France Belk, ja, in da je trdilo, da se je rodil kar nekje drugje in da pač, da je, ne vem, kar nekje na drugem koncu Slovenije in to pač pol ni v redu, ker pol širi napačne informacije. Lahko, da bi tudi zdaj pol kdo naprej, ko bo šel razvoj, da bi lahko naredili kakšne ponaredke tega in bi pol metalo samo napačne informacije ven, lahko, da tu ni dobra prihodnost, ne. Tako, v šoli je pa dosti krat fajn, ja. Čeprav včasih se ljudje tega preveč poslužujejo in pol ne razmišljajo in ne naredijo nekih svojih izdelkov, ampak samo pač uporabijo ta ChatGPT in pol jim vrže kodo ven in je pač že narejeno, ne, in pol ti skrajša čas. Točno to, kje je ta meja uporabnosti, ne. Ali narediš ali tudi dosti krat, sploh sem govoril z eno učiteljico glede tega ChatGPT in je rekla, da je ona ful proti, ampak jaz pa nisem toliko proti, ker recimo ChatGPT ti lahko pa, recimo, če ga pravilno uporabljaš, ti recimo, noben mu ni všeč pisati spise v šoli, ne, ampak namesto, da ti prosiš ChatGPT, da ti spiše cel spis, mogoče ga prosiš samo za glavne ideje, ne, in v bistvu ga prosiš, da ti pomaga začeti, lahko se dosti integrira ta stvar, ne. Mislim, najlažje je polega prositi, ne, in pač s tem se spodbuja ta laziness, ne, se pravi, da si ti len, ne. Po drugi strani je pa lahko ful uporaben ChatGPT, ne, tako da kot pri vseh stvareh, ne, odvisno kako ga uporabljaš. Ja, jaz sem videla, enkrat sem mogla napisati esej v angleščini in sem napisala sama esej in sem vrgla na to ChatGPT, da mi je samo povedal, kako bi on napisal in samo sem določene besede zamenjala in pri temu mi je bilo ful všeč, ker pole je vseeno moj izdelek, ampak je ko neka pomoč pri temu, ne. Saj tudi različni profesori imajo ful različne poglede na to, ker recimo oziroma en par profesorjev je prav izreklo, pač uporabite ChatGPT, to ni proti pravilom, ampak ne zdaj, da pač še zmeraj mora biti vaš izdelek. Eni profesori so tako definitivno pravno proti, strogo proti, da se jim pač to zdi ne, ampak tej večinoma profesori stroke pa vidijo dosti potenciala v tem. Zdaj ne za goljufanje, ampak tako za dejansko pomoč pri teh nalogah, ki so dejansko zahtevne. Hkrati pa, ko si omenila, ne, treba biti pozorni pri tem, v bistvu ChatGPT je nek povzetek splošnega znanja na internetu in če nek podatek na internetu napačen, bo tudi on dal napačen. Podobno je bilo z Wikipedijo pred leti, ne. Ker sem bil še jaz v srednji šoli, smo dosti krat hodili na Wikipedijo po stvari, ne, ampak tam so pa v bistvu isto so ustvarjali ljudje za ljudi, ne. V bistvu hitro se je zgodila kakšna napaka in ti si jo pole skopiral, ne, oziroma tako da tudi pri tem v ChatGPT-ju je treba biti pozoren. Recimo jaz, ki pišem razne stvari, dosti krat pole prosim, da če mi pove kakšno študijo pa tako, ampak pole moram jaz preveriti to študijo, ali to res, ali se je v bistvu on zmislil, ne, ko v bistvu, če jaz bom pisal naprej o te študije in v bistvu sploh ni bila resnična, ne, bom v bistvu jaz pole v težavah, ne, mislim tako karikirano, ne, tako da, ja. Evo, še tvoje mnenje. Torej, povedali smo že marsikatero prednost in slabost. Jaz bi še omenil to slabost, da bi lahko v prihodnosti tudi zaradi AI-ja prišlo mogoče do zlorab. Lani smo pri informatiki govorili o v bistvu temu, kako umetna inteligenca ustvarja podobe ljudi iz resničnega življenja in jih ustvarja vedno bolj resnične, ne, tudi po izgledu. Danes še lahko ločimo recimo med osebo, ki jo je generiral AI
ali pa osebo iz resničnega življenja. Samo lahko, da čez nekaj let, mogoče že v bližnji prihodnosti ali pa celo v daljni prihodnosti, ne bomo več mogli ločiti navadnega človeka in tistega, ki ga je ustvaril AI, in isto velja za fake news, torej lažne novice. Zaenkrat, že zdaj so precej, oziroma vsaj izgledajo precej verjetne, lahko da bojo takrat oziroma enkrat v prihodnosti, o tem smo se pogovarjali, profesor je tudi povedal svoje mnenje, da v prihodnosti mi kot današnje generacije in generacije za nami ne bojo več vedele, ali sploh se soočajo z resničnimi informacijami in dogodki, ali so jim podane same laži. V glavnem lahko bi se to takoj zlorabilo, da bi posledično ljudje živeli v resnični laži. Ja, se strinjam. Ja. Tu je težko, že zdaj je težko prepoznavati, kaj je res, pa kaj ni res. Ne, sploh s tem. Ajde, tiste Photoshope in to že vidiš, oziroma tiste slike, ko so ustvarjene z AI-jem, vidiš, da to ni ustvaril človek. Ampak recimo kakšne skladbe, se spomnim kakšne pol leta nazaj, ko so naredili, AI je naredil skladbo Jay-Z-ja in si mislil, da res pač v bistvu Jay-Z poje tisto, ampak v bistvu je ustvarila umetna inteligenca, ne, tako da je kar scary, ne. Tudi pole malo pomisliki glede službe, ne. Čeprav jaz sem na enem podcastu sem slišal, ko so debatirali glede tega, in ta avtor je bil mnenja, da AI ne bo uničil službe, oziroma da ne bo prisilil ljudi, da bojo začeli odpuščevati, ker v bistvu hkrati, ampak bo samo spremenil vloge. Se pravi, tisti, ki so prišli na pripravništvo, se bojo učili od AI-ja in od tistih, ki so prišli na pripravništvo. Ampak samo malo se bojo spremenile vloge. Mogoče bojo tisti pripravniki dobili neko vlogo, da pač integrirajo oziroma se učijo AI. Se pravi, se bo samo spreminjalo nekaj vloge, da ne bo ogrožalo nobenih služb. Se pravi, to je samo eno mnenje, nekateri so pa res mnenja, da pač nekatere službe, da bo prav zamenil AI, tako da je ful odvisno. Mislim, ful je zanimivo bo spremljati, kako se bo to razvijalo naprej. Kakšne AI recimo uporabljate? Zdaj smo že parkrat omenili ChatGPT, še kakšen? Mislim, da Grammarly je tudi AI, tisto sem uporabljal, če pišem v angleščini, tisto mi popravi kakšne pisne napake, tako dobro naredi, pač je dobro narejen. Sem pa videl tudi enkrat, sem zavžel, v bistvu, da ta AI igra ful dobro šah, ne? So ful dobri v šahu, ne? Tako pri človeku pač bo itak, bo človek zgubil zmeraj, ne? In se je pokazalo tudi, da se prav poleg ta AI naučil igrati prav zelo elegantno šah, da se je naučil in ko jih premaha in se mi zdelo ful zanimivo. Ful elegantno, ja, tako. ChatGPT se mi zdi tudi v redu. Jaz v bistvu uporabljam tako, kot rekla Nika, ne, za popravljanje napak, če imam kakaj tudi pri programiranju, ko gledaš, ne najdeš. Če mu daš kakšne bolj zahtevne, tako bolj dolge, si skoraj verjetno ne bo naredil, ne. Bolj ga uporabljam za nove ideje, da mi da, ne, za programiranje moče kako funkcije, ki jih nisem še nikoli videl, ne. In mi da te ideje in je ful v redu, ja, na tem področju. En zanimiv je tudi iz področja matematike, ne vem, če poznasta, Astra AI. Ja. Recimo tu je pa ustvarja ta Slovenc, Andrej Škraba. Ja, sem ga uporabljal nekaj parkrat. Ja. Kar v redu Dober, naredim. kakšna je izkušnja? Dobro. V redu, čeprav zadnjič, ko sem prav uporabljati, sem vprašal, če mi naredi eno simple, mi reši samo, da mi skrajš, pač, da mi da v bistvu množenje dveh teh lomkov, ne? In pač, začne pisati, ne, in pol kako bi ti nadaljeval, ne? Pa sem rekel, jaz sem že zračunal, samo napiši mi, ne? Pol mi začne spet od začetka, kako bi ti nadaljeval. Enih 3krat samo, pol mi je tako zmanjkalo poskusov, ker jih imaš samo 5 na mestu. Okay. Ja, free version. 20 na mestu, mislim, da je. Aha. No, zanimivo. Če ne pa v redu rešil, drugače, samo tisti dan imel malo slab dan. Ni imel dneva. Ni imel pri sebi, ja, prav. Ja, jaz, ko sem enkrat scrollal prek TikToka, sem dobil, nekdo je objavil vse zastonj te AI-je, ki lahko vsak ti nekaj naredi. Kao ChatGPT za vse,
Grammarly za besedilo, celo neke, da dobiš knjigo nekje in vse to. In zdaj, eni ti, ki sem jih še sam šel probati testirati, če to sploh deluje, kolikor sem videl, so bili za plačati ali kaj takega, ti bolj napredni so za plačati, mislim, dobiš free trial, sam v tistem free trialu ne dobiš dovolj informacij, če je to zanesljivo ja ali ne. Drugi pa, ko sem šel gor, so sam neke lažne informacije dane. Naprimer, če sem šel za neko knjigo, da mi na kratko opiše to knjigo, sem dobil o neki 5. knjigi, ki sploh ni res, ali pa dobim neke lažne informacije, kar se sploh ni zgodilo v tej knjigi, tako in pol, kaj, za matematiko celo, sem našel spletno stran, sem dal račun notri, in mi je dalo prav nek 5. odgovor. Celo sem odprl, to sem delal za šolo, sem odprl ta učbenik, kar je bilo, šel na rešitve, pogledal, sem dobil pravilno, ko sem pogledal na računalnik, mi je dalo 5-krat tisto, kar bi mogel dobiti. Pol se tam čudim, gledam, kako je to sploh dobil, a nima že sprogramirano to, da beži po tem postopku in pol mi pove nekaj tako in pol še da preverim, a nič od tega ni bilo prav, pol, ajde, ne, to ni zanesljivo in pol tako, zveš. Ja, se mi zdi, večina teh dobrih AI programov so vsi plačljivi, zaradi tega, ker te stvari se tu verjetno poznasta, vi ste boljši od mene, so full dela, verjetno full to drage, ne, nekako morajo narediti pole business plan, da pač se jim vrne noter, ne, tisto. Ja. ChatGPT je eden, se mi zdi, redkih, ki lahko res za splošno populacijo, če ne rabiš ti neke več imeti, je zastojn, ne. Bolje je okej, če rabiš neke integracije ostalih appov, pa če rabiš biti pole developer, pole itak je paid, ampak če ne, se mi zdi, eden redkih, nekaj je tako brezplačen, ne. Ja, zdaj ChatGPT ima 2 verzije, verzija 3.5 mislim, da je, ta je zastonj, to lahko uporabljamo vsi, in če ne je še verzija ChatGPT 4, ki je bolj napredna, ampak je bolj za plačati. Ja, tisto je pole tudi integracija appov noter, ne. Bolj natančne informacije in vsega tega, ker ChatGPT nima lih dostop do vseh spletnih strani, da dobi informacije, ker to bi že bilo nezakonito. Ja, ker mislim, da ti tudi sam ChatGPT, če uporabljaš 3.5, do neke točke ti da samo odgovor, pole pa reče, ja, veš za več, pa moraš pole upgradati, ne. Yeah. Tako da tudi pole, tu je tudi spet biznis model od zadaj, ne. Pa 4 ima tudi nove podatke skozi, do sedaj, ka 3.5 ima samo do, mislim, do 2021. Prej nima, Okay. ne ve pole. Ja. Ja, pa zdaj mislim, da se tudi razvija nov, ali je že ta 4.0, da ima že podporo, da tudi pole integracija če si ti recimo developer, lahko pole ga integriraš noter za razvijati svoje lastne appe. To sem videl recimo zadnjič na TikToku, da zdaj bo full boom s temi novi AI, zaradi tega, ker so oprli to in ti, če si developer, lahko pole začneš vključevati chat noter v svoj development program, tako da zdaj bo full boom tega, tako da. Ja, zanimivo. Recimo jaz lahko delim še, kakšne uporabljamo, predvsem tle za podcast, zdaj sem pred kratkim dubu enega novega ven, je v bistvu Submagic in v bistvu ti daš noter krat video posnetek in ti avtomatsko pole napiše captione in je fajn, ker je tudi podpora slovenščine. Full cajta sem iskal, ker recimo ti klip in to vzeme full cajta za delati, ne. Se recimo prej je delala Hana in ve, koliko recimo je delala en klip po 1 uro, zdaj s tem recimo ta novim AI-jem samo zrežeš recimo posnetek ven, ga daš noter na spletno stran in ti pole avtomatsko naredi captione. Malo možeš sicer popraviti in tako ima prešpara pa full cajta. Je sicer tako 20 € na mesec, ampak je full dobro, ker je tudi recimo podpora slovenščine, ker ponavadi ni, ne. Tako da ja, in tudi to pole od AI-ja, no. Nekaj smo se pole menili za podcast, da bi uporabili za editing in to, ampak še vedno se mi zdi, da je boljši, da editamo sami, ker AI-ju manjka, tako smo že prej omenili, ta čustvena komponenta oziroma kreativna komponenta, ne. Ker pač mogoče se bo s cajtem naučila, ne, ta tehnologija, pa tudi ne. Kakšno je vaše mnenje glede tega? Ja, jaz bi rekel, da to, mislim, za editanje ni prav zanesljivo, ker morda ti da uni del, ki ga ti nočeš notri in pol
kadar daš to na YouTube ali nek social media, pol zgledaš neumno v tistem delu. Ja, Nekaj v bistvu v tako- vsakem primeru moraš iti skozi še enkrat in pol Ja, je. moraš še sam preveriti, če je to lih uredi, če ni, moraš iti ti in pol sam Popravljati narediti in vse tako, to. ja. Ja, po mojem se bo izboljšala to tudi za editing. Sigurno. V bistvu to rabi samo zmeraj več in več podatkov. Več kot je podatkov, bolj natančen je. Ne? Tudi smo gledali, en moj prijatelj se nožen AI, ne? Imaš mikrofon, ne? Ko Okej. govoriš s kom in se ti spremeni glas, ne? A, In potem sem se dal ko Leonardo DiCaprio, smo se ni šlo prav dobro, ne? Potem se dal ko en youtuber, ki pač ti kaže tudi koliko videoposnetkov je bilo, ne? Pač zato koliko glasovnih, ne, da jih prepozna. Leonardo DiCaprio je imel ene 3 posnetke po 1 minuto, ne? Potem je dal en youtuber, ki jih je imel dosti več, ne točno koliko. In se je slišalo dejansko, dobro malo je bilo razlike, ne? Ma se je slišalo, ko je bilo, ne? Prav ko on se je slišalo. In je bilo zanimivo za slišati. ja, zdaj mislim, da obstajajo tudi AI, lih tako zadnjič na TikToku. Vse TikTok je ful uporaben pač za take nove informacije, samo ga moraš pametno uporabljati. Ne. Sem videl, da obstajajo zdaj AI, ki so tako dobri, da v bistvu ti govoriš, recimo zdaj bi govoril v slovenščini in pole bi rekel, prevedi mi tu v angleščino. V bistvu ti prevede tvoj govor in hkrati ustnice ti tako naredi, da v bistvu sploh se ne loči od tega, ali je to realno, je to naredil AI, je prišlo do te stopnje že. Ne. V bistvu ti lahko govoriš v slovenščini in rečeš, ok, prevedi mi tu v angleščino in ti bo naredilo angleški video posnetek. Je pač tako fuluno. Ja, ful je scary po eni strani. Ja, tako da, ja. Ok, zdaj smo dobro urcem pot, tako da gremo lahko zdaj počasi k zaključku. Zdaj za konec imamo pa za vsakega hosta, oziroma zdaj ste več hostov, bo vsak povedal, kaj za vas pomeni dobro počutje, kaj za te pomeni dobro počutje in 3 nasveti za več dobrega počutja. No, za me dobro počutje pomeni nekaj pomembnega, ker bi mu imel vsak človek s dobrim počutjem lahko delaš stojno stvar, ne, lahko praviš nove stvari. Če ni dobrega počutja, tudi ne boš upal delati dosti stvari, ne. 3 dobri nasveti bi bili, da je zadost spanja, zadost vode, da spiješ in dobra prehrana. Eko, Ja. top. Za me dobro počutje pomeni to, da imam dosti energije, da si produktiven in da imaš nek zagon za življenje, da te veselijo stvari, da si pripravljen raziskovati različne stvari, da nisi samo tam, da obstajaš, ampak da živiš. Ker če se ne dobro počutiš, pol nisi to ti in ne moreš živeti, samo pač basically obstajaš. In 3 nasveti, definitivno nek hobi, ki te veseli, dosti gibanja in meni predstavlja spanje dosti za dobro počutje, ker če nisi naspan, enostavno, vsaj jaz osebno, če nisem naspana, ne morem funkcionirati. Pa tudi vidim zdaj, jaz sem že od majhnega navajena dosti se gibati in ko sem recimo nehala trenirati, ko sem prišla iz 5 treningov tedensko na nič, se mi je enostavno začelo mešati, pač jaz sem prišla vsak dan domov po šoli in nisem vedela več, kaj bi sama s sabo, enostavno ti ostaja toliko energije, enostavno telo ne ve, kaj bi samo s sabo. Ne vem, jaz rabim neko drugo okolje, da se lahko gibam, enostavno ne morem tega delati doma. Tako da mi fitness predstavlja definitivno nek safe place, da lahko grem tja, da dam vso energijo ven in da pol se dobro počutim. Nice. Ja, dobro počutje za me pa, ne vem, ko naredim nek spomin s prijateljem, nek vesel spomin, kako se družimo lepo in to mi daje neko veselje in to skupaj, mislim, to mi ostane v spominu do svojih let in tako, ja. Zdaj, kaj priporočam? Ja, bi rekel, da se zabavaš čim več v svojem življenju, kot je Nika že rekla, hobi in to. In še, da delaš tisto, kar te zabava. Mislim, da se ne ukvarjaš z unim, kar te nisi prav s tem. Naprimer, dobro, zdaj za šolo domače naloge, če te ne prav zanima. To naredi, pol ne bo šlo lih dobro naprej. Ja.
Ok, top, hvala. Torej, dobro počutje zame je seveda pomembno zaradi samega delovanja. Bolje kot se jaz počutim, bolj sem efektiven, več dela opravim. Tudi kot je omenila Nika, moram biti poln energije, če hočem nekaj narediti. Nekaj me res more zanimati, še posebej se počutim dobro, ko opravljam stvari, ki me zanimajo v bližini ljudi, ki v bistvu, ki jim nekaj pomenim, recimo mojim prijateljem. Svetoval pa bi, kar se tiče dobrega počutja, res spanec je pomemben, kot sta omenila že Nika in Jaša. Še pa jaz sicer ne spim ogromno po noči, spim recimo 6 do 7 ur, si pa posledično zaradi tega vzamem čas po šoli, recimo eno uro počitka in potem nadaljujem s svojim delom tudi pozno v noč, če nimam druge opcije, no. Vse, kar se tiče šole. Zelo pomemben je pogovor z ljudmi, ali s prijatelji, ali resnejši pogovori z ljudmi, ki jim res zaupaš. Ne vem, menim, da če daš ven svoje probleme, če se z nekom pogovoriš o problemih, o tvojih stiskah, da je tebi lažje, si tudi posledično bolj sproščen. In ja, tudi jaz menim, da so tudi aktivnosti oziroma dejavnosti, ki v bistvu povzročijo, da nekako odmisliš stres in pritisk vsakdanjega življenja res sproščujoče. Recimo jaz, kot sem omenil, v prostem času streljam in vmes streljenja pozabim na šolske dejavnosti, na stres, na karkoli, na težke situacije in res lahko na temu, s tem delam na sebi in tudi na svoji koncentraciji. Recimo pri streljanju moram biti res koncentriran in zbran, da zadanem center tarče oziroma vsaj, da dobim dober rezultat, no. Evo, super. Top. S tem tudi zaključujemo ta podcast. Hvala, da ste se udeležili. Hvala za super odgovore. Sem po eni strani prav malo pozitivno presenečen, zaradi tega, ker nisem vedel, kako bo šlo, ker zadnji smo bili še malo, se nismo poznali, je bilo še malo vse malo napeto, ampak sem ful impresiran nad tem, kako razmišljate. Za svoje leta ste ful razgledani, pa ful pametno razmišljate o teh stvareh, tako da vidim, da imate lepo prihodnost pred sabo, tako da kar tako naprej. To, če imate še kakšno zaključno misel, lahko veste, in če ne, je to. Bomo še pozdravili publiko oziroma tiste, ki nas gledajo, poslušajo. Hvala, ker ste bili danes z nami, upam, da vam je bilo zanimivo, da ste pogledali na tehnologijo, socialna omrežja in te stvari tudi z nekoliko drugačne perspektive, se pravi z perspektive mlajše generacije Z, kot se reče, ne, baje. Tako da to je to, upam, da vam je bilo zanimivo. Hvala za poslušanje, gledanje in se vidimo naslednjič. Čau.